Pozor! Pozdravljeni, ime mi je Miha. Tako so me krstili, tudi mama me kliče tako. A pravi prijatelji me kličijo Mihi. Pokliči me tudi ti, postaniva prijatelja. Mami, dober večer. Zinka, konziljere, Štefan, Srečko, Melita in ostala elita, globok poklon. Na poziciji muholovca Cireja nocoj Špila Matjaž Polak, imenovan Poldi. Bodite nežni z njim in usoda toplovoda je gotova. Kaj počnemo danes? Pokličemo se preko 014752202 in nadaljujemo miniserialko Vloge. Govorimo o vlogah in nalogah pomembnih gradnikov naše družbe. In ker je bil včeraj svojevrsten praznik demokracije, saj smo tiste, ki smo jih izvolili, tako jaz kot vi, cel dan poslušali govoriti pametne reči v tako imenovanem parlamento, kot se reče v poslanščini, bomo danes govorili o teh naših ljudskih tribunkah in tribunih in njihovih seveda vlogah in nalogah in o tem, kako jih mi dojemamo, kaj od njih pričakujemo, kako jih v tem kompleksnem procesu izvolitve sploh volimo, po kakšnih kriterijih in tako naprej. Skratka, o ljudeh, ki jim rečemo poslanke in poslanci. Torej, 014752202, lojtre nebuloze, če raj tvitate kot občujete, tako da še koga poslušate. Mene in Poldija blazno zanima, kako razmišljate o tem poklicu. Poklicu. Namenoma in s poudarkom in z vsemi pomembnimi cezurami sem to izrekel, ker ta poklic prevečkrat zamenjujemo za poslanstvo, čeprav se jim reče poslanci, ampak jaz to razumem bolj na način, da sem jaz tja nekoga poslal za 4 ure na mesec neto, kot pa kot nekoga, ki bi tam doživel neko razsvetljenje in na to fura neko svoje osebno poslanstvo. To je ena taka zgrešena poza, kar se mene tiče, lahko se pa skregamo. Lahko, da je tudi to. Dajmo se torej pogovoriti, kako vi razumete vloge in naloge poslancev in poslank. Kaj od njih pričakujete? Kdaj delajo dobro, kdaj se vam zdi, da ne delajo dobro? Zakaj se nam zdi, da so se z leti nekoliko spremenili? Zakaj so začeli vsi po vrsti govoriti neko puhlo poslanščino? Kakšne ljudi si tam želite? Na kak način odražajo nas, to se mi zdi pomembno, našo voljo, mogoče naš kolektivni karakter ali pa celo modrost ali pa našo kolektivno neinteligenco? Zakaj se tako radi zgražamo nad njimi, raje kot nad sabo? Zakaj jih ne cenimo tako, kot se njim zdi, da bi jih morali? Zakaj se nam zdi, da se tja zgrinja ene vrste kadrovski avšus? Stvar je v resnici bolj komplicirana, pa spet na nek način zelo enostavna. Ok, gremo na volitve in tam izberemo nekaj ljudi, ki nas bodo potem zastopali naše interese, nekako izvajali našo voljo in našo družbeno-politično realnost nekako uokvirjali ali pa udejanjali glede na naše nazore. Seveda skozi neprestane koalicijske kompromise, ampak tako pač je, ne? Tako je v predstavniških demokracijah. Življenje v skupnosti je pač vedno kompromis. In potem mi te ljudi nekako izvolimo, se nam ponudijo kot naši predstavniki, kar je sicer blago idealizirana podoba, ker če bi o nas sklepal po nivoju kapacitete za razvoj misli, kakršni smo bili priča včeraj, ne glede na provenienco poslancev, v veliki večini, potem smo resno zašli, ampak to je spet en drug problem. A sta, ne vem, vulgarnost in primitivizem, kar je nesporna lastnost v tem trenutku najbolj prodornih, res tisto, kar cenimo?
tisto, kar pošiljamo tja, da nas zastopa, smo sami res taki, je to res naš jezik, smo se tudi mi z leti poprimitivili, poneumili in mentalno polenili ter ideološko povampirili in morajo seveda tudi naši predstavniki, ki jih tja delegiramo in jim dajemo mandat, odražati oziroma odsevati to dejstvo. Pa spet ne, tehnike izvolitve. Poldi, poslušaj uvod. Kako ti voliš na volitvah? Ok, Matjaž, kolikrat si bil na volitvah? 6-krat, 5-krat, 4-krat. Matjaž je bil 4-krat na volitvah. Ok, a se spominjaš imen, ki si jih obkrožil? Ne, evo, o tem sem želel govoriti v zaključku tega uvoda. Ne? Jaz sem ugotovil, da sem v 26 letih, kar tako čez palec imam volilno pravico, da pojma nimam, koga sem volil. Ne? Ker sem v resnici pač vedno volil stranko. A je to prav? Ne? Se sprašujemo. Pojma nimam, komu sem dal glas in komu ga nisem. Skratka, cel problem. Toplovod, spoštovane in cenjeni, vloge, druga epizoda, kakšne so vloge in naloge naših ljubih poslank. 01 475 2202. Dober večer. Živijo, s kom govorim? Dober večer, Daniel pri telefonu. Daniel, živijo. Živijo. O čem čistočem razpravljava ta večer? Kaj se pa vam zdi? Je verjetno v vlogi naših izbranih v temu našemu parlamentu, bomo rekli temu. Ja, vloga in naloga, kako jih dojemate? Kakšni so vaši kriteriji, po katerih jih volite? Se sploh spominjate ljudi, ki ste jih izvolili? Kako ti ljudje pridejo tja? A dejansko in tako naprej. Kje bova začela? Ja, najprej bi bilo fajn začeti pri zavesti, vsega skupaj. Ja. Pri Slovenci imamo en velik problem, vsemu skupaj, da nekako smer volimo neke v bistvu komercialne obraze, neke komercialne stranke, ki nam ponujajo neke dokaj utečene komercialne programe. Ja, ok, to pač je, ne. Ti razvojni koncepti so nam pač na voljo, ampak zdaj govoriva, prihodnič bomo govorili o vlogah strank in o tem, kako nastajajo, kako mi na nje vplivamo, a tudi one odražajo našo voljo. Ampak dajmo danes se osrediščiti oziroma osredotočiti na ljudi, ki dejansko potem tam so in v našem imenu glasujejo. Ja, tako je. Ja. V bistvu to so ljudje, ki bi mogli biti postavljeni po naši volji in biti v bistvu ene vrste naših zaposlenja. Ja, če smo mi nek glas, neka volja ljudstva, bi nekako mogli tudi po izvolitvi vse skupaj delovati tako nekako, kot smo si zamislili pred volitvama. Zdaj jaz priznam, dokler bo pač volilna udeležba taka, kakor pač je, in da nekako mladi ljudje, ki bi mogli pač krojiti vse skupaj v tej dokaj mladi firmi ali pa državi, bo pa zadeva taka, kakor je. Če imamo pač na voljo tistih par peščico nekih ljudi z namišljenimi jajci, ki sploh upajo kandidirati za mandatarja ali pa za predsednika ali pa kogarkoli, ki ima neko v bistvu pravico odločanja v naši državi. Sam sem mnenja, da neka izbira ni prav zelo pestra. In zaradi tega tudi se ne odločamo hoditi na volitve in tudi se mladi ne odločamo za neke te v bistvu dinozaure. Ja. In to je glaven problem vsega skupaj. Koliko ste mladi, če vas smem vprašati? Jaz sem mlad 35 let, evo. 35 let, ok, mlad. In ne hodite na volitve? Hodam, če le lahko, bom tako rekel. Ok, pošteno. Priznam, da to so izgovori. No. Ja, hodite, če ni preveč lepo vreme. Če ni tako, pa če milih šihtov ne delo, pač delamo v nedeljah. Ok, Daniel, in kako zdaj poteka ta vaš proces izbire tistega, ki ga obkrožite, ki mu date glasa?
razumete te postopke? Ja, v bistvu jaz sam osebno sem mnenja, da bi pač bi izbral vedno nekaj svežega, nekaj novega. Ne. En generalni problem te države, kljub temu, da sem mlad 35 let, je v temu, da nekako gledamo ene iste face non stop in to nekako zavira v bistvu vsako normalno odločanje vsakega normalnega posameznika. Ampak zakaj se vam zdi, da bi bil to problem pri odločanju? Ne? Prosto zadeva se ne premikajo v nikakršni smeri. Kakršenkoli že je politični nazor, recimo levo ali pa desen ali pa kakrkoli že mi v Sloveniji temu rečemo, še vedno se na koncu izkaže, v bistvu tudi sami politiki ne izkaže tega zaupanja, kakor ga mi damo svojemu glasu. Kaj bi pa pomenilo za vas, oziroma kaj bi se moralo zgoditi post festum, ne potem, ko se vrnete iz volilne kabine in je vzpostavljena recimo nova vlada ali pa nova koalicija, kaj bi se moralo zgoditi, da bi rekli, ta poslanec pa dela dobro in dejansko vsaj približno, kolikor pač kompromis koalicije dopušča, uveljavlja ali pa udejanja mojo voljo? Jaz se mogoče je problem lih v tem, kar se je zdaj rekel, ta kompromis koalicije. To v bistvu ti z enim glasom ali pa da voliš pač nekoga, poslanca, kakorkoli se mu že reče, ti v bistvu voliš samo neko ovco v neki čredi, ki glasuje za neko idejo. Ok, ampak tudi te ovce so verjetno boljše in slabše. Imamo znotraj naše parlamentarne ponudbe, bom rekel, teh razvojnih konceptov oziroma strankarskih programov, imamo verjetno bolj kvalitetne pa manj kvalitetne poslance, ali kako? Bolj bi rekel, da imamo v bistvu poslance, ki si več upajo pa manj upajo. Kaj pa pomeni, da si poslanec upa? Ker to si želim vprašati, ker jaz bi recimo izpostavil SDS kot eno blazno resno firmo. Tam pač ne kupuješ mačka v žaklju, kogarkoli boš izvolil, tam je pač nek hierarhično strukturiran sistem, ki sledi, bom rekel, tistemu, kar je bilo pred volitvami namignjeno in odstopanja od tukaj ni. Zdaj, a jih maramo ali jih ne maramo, je drug problem, ampak znotraj našega sistema se zdi, da delujejo kvalitetno, medtem ko kaj pa vem? Samo debatiram. Ja, se v bistvu nekateri drugi niti niso prišli do nekega stadija, kjer bi začeli odločati. Veliko praznih besed, v bistvu na škodo vse politike v Sloveniji, na škodo v bistvu vseh voljivcev, ki so jih volili in tudi izvolili v parlament, pa ne govorim za levo in desno. Zdaj ta vladajoča stran ali koalicija v bistvu deluje vse po nekem principu nekih starih vzvodov in pa zamer iz preteklosti. Ok, ampak zdaj smo že na nekem vsebinskem nivoju. Mene nocoj ocenjujemo ali pa skušamo dojeti, kakšne so vloge in naloge naših poslank in poslancev, na kak način jih mi volimo, a je to ok, na kak način potem oni funkcionirajo, kako se z leti spreminjajo. Ja, v bistvu mi jih volimo po nekom programu. Zdaj, imena, če jih osebno ne poznamo, niti ne igrajo v tem špilu nobene dobre vloge. Torej, tam imate napisano neko ime in nek priimek in vi v resnici pojma nimate, kdo je to. Kdo je to? A se vam to zdi ok? Ne zdi se mi čist ok, ampak konc vse ljudje treba enkrat spoznati, Kot svoje predstavnike, mislim, vsej neki osnovni standardi bi mogli biti, je pisma, zna slovenski govoriti ali karkoli. Daniel, ne se oproščam, ker se smejim, ampak odlično ste to izvedli. Ljudi je treba enkrat spoznati. Daniel, najlepša hvala za čudovito vod. Damo še komu drugemu besedo. Hvala vam. Miha, živ. Živijo. Mladi Daniel o vlogah in nalogah poslank in poslancev, o tem govori drugi del miniserialke Toplovoda, imenovan Vloge. Dober večer. S kom govorim? Dober večer. Ja, živijo. Živijo. Mihi pri aparatu. Mihi, to golazno treba, da meni voda že.
A bi bil preveč predrzen, če bi vas vprašal, če bi vas prosil, da se najprej predstavite? Ludvik je šel še na sleko. Ludvik? Tako. Ludvik, živijo. Živijo. Kje bova začela, kje bova nadaljevala? No, začela bi pri Golazni. Končala tudi pri njej. Ludvik, zakaj te ljudi, ki ste jih izvolili, da zastopajo vaše mnenje oziroma vaše ideje, vaše nazore imenujete Golazen? Replika. Na volitvah že nahodim 25 let, v tistem času. 25 let zakaj ne hodite? Zato, ker meni glasa vreden mojega. Ampak kdo bi bil pa vreden vašega glasu? Novi Ladina, ne Lopovi, bi tem rekla. Ok, no, ampak zdaj vi trdite, kaj pa vem, koliko 100 ljudi se vam ponuja v izvolitev tamle na volitvah, da je, ne vem, tam par 100 ljudi, pa vsem običajnih lopovov. To ne pije vode, Ludvik. Če ne prideš do korita, ker nisi naredil svoj obroček, ki boš prišel zraven, se ne moreš. Ja, Ludvik, poslušajte. Ludvik, dajte me poslušati. V parlament pride 90 ljudi, ne? Vi jih imate pa verjetno na izbiro nekaj 100. Zdaj vi ne hodite na volitve, ne pomagate tem mladim nepovampirjenim, da pridejo not, pa pravite, da so Golazen. Da stari, ja. Oni, ko skupaj držijo, to je njihov obroček. Obroček. Ne pride zraven. A se vam zdi... Tajkun ne pride zraven. Če nisi kaj? Tajkun. Tajkun. Tako. Kaj to pomeni tajkun? Ja, oni žele naš narod delodajalcev. Oziroma od nas, ko delamo. Aha, kaj želite povedati, da so nam v izbiro dani zgolj kapitalistični krvosesi in krvosesinje? Bravo, Miki, bravo. Ludvik, vi ste odlični. Evo, jaz bi moral kandidirati. Ne? Jaz vas razumem, Ludvik. Jaz vas čutim, seveda pridem. Ludvik, tole mi povejte, a se vam zdi, da vas poslanci in njihovi ekspozeji, kakršne smo opazovali včeraj, na kakršen koli način spominjajo na vas osebno? Ne, ni kontra. Sploh ne. Golazni, da rekel temu, izrazu, ampak realno. Vi spadate pa med dobre male ljudi, ali kako? Tako, kam se lepa čeka. Saj sem vedel. Ludvik, pozdravite gospo in poslušajte Toplovod dalje. Najlepša hvala. Srečno tudi gospe. 01475 202 Toplovod, serialka Vloge. Druga epizoda, danes se pogovarjamo o tem, kakšne so vloge in naloge naših poslank in vaših poslancev. Lojtra Toplovod, če twitate, dober večer, kdo je z nami? Živijo Jaka tukaj. Živijo Jaka. Ja. Jaz nisem se moral najbolj sploh vprašati, če sploh vemo, da dejansko niti ne volimo poslancev, ampak volimo stranke, a ne? Ja. Da dejansko vpliva na to, kdo bo dejansko v enoti izvoljen, nimamo neki dosta. Ne? Recimo včeraj se je tam neki eni Stržiča šel, koliko je imel on glasov. Ja, seveda jih je imel, pač tiste stranke tam priljubljena v parlamente, pa pač prišel po nekem naključju, ki je imel na cele Gorenjski najboljši procent. Tako da je to prva stvar, ne. Skratka, to je, Jaka, če strnemo, ena blazno kompleksna igra tega regionalnega in interregionalnega razporejanja. Pa ja. Še zdaj ne vem vseh detajlov. Ok. Je pa pač tudi malo drug problem, ne, da pač mi pol to tudi gledamo to kot nek živalski vrt, kamor smo neke ljudi dala, ne, in iščemo sam njihove najbolj žoltave, ki so jih razdrli, ne, pa se norca delamo, ne. Dejansko bi mogli razmišljati, da to so kakorkoli neki ljudje, ki
so tudi neka statističen približek nekega povprečnega Janeza Novaka, ne? Pa so pač vsi odkloni zraven, pa ki se ukvarjajo, ne bi ukvarjali z nekimi pomembnimi stvarmi, v katerih bi pa tudi mi mogli imeti mnenja. Ne? Ok, Jaka, ker ste ponudili dve odlični istočnici, ne, bi se mogoče zadržal še v tej točki. Ne. Najprej, ne, da rekla sva, mi ne volimo poslancev, ne, stranke jih po nekem ključu razporejajo in delegirajo, skratka, s tem sva odgovornost za to, kar je na nek način prevalila tudi na strankarske kadrovnike. Ja, mislim, definitivno, če dobijo večkrat večji procent na volitvah, se da izbrati, kjer bodo prišli noter, oziroma postaviti tiste, ki želiš, da pridejo noter v enote, kjer imajo največje šanse. Ne? Ok, in potem smo nadaljevala s tem, da pa vendarle posadka zbrana tamle v veliki meri in na nek način tudi odseva našega kolektivnega duha. Ja, pač na koncu nekaj imaš ridikulov, take, ki jih imamo v vsaki družbi, ne? Nekaj imaš povprečnih Janeza Novakov, nekaj taga, ne? Ampak ne gre toliko za kjer človek tam to nekaj govori, gre bolj za to, da se moramo mi počasi zavedati, da so govori tudi o nekih vprašanjih, ki se nas vseh tičejo in da je bolj važno, da imamo mi mnenje o, ne vem, enem konkretnem vprašanju, kot pa o Janezu Novaku, ki govori o njema. Ne? Ja, ampak je že igra tako komplicirana po eni strani, ne, da težko, mi dejansko tam gledamo ljudi, ne, pravkar smo ugotovili, da ljudi povsem v resnici tam ni, da so tam neki strankarski nastavljenci, ali kako bi rekel, razporejenci po regijah. Ne, verjetno se stranka tudi vsaka trudi dobiti v parlament čim boljšo ekipo in je očitno to, kar je njihova predstava o tem, kaj so dobre ekipe. Dobro, to je malo pretiravanje, no? Ok, namenoma pretiravam. In spet, ne, na koncu, zdaj bi jim dal recimo za konc pa en velik plus tem ljudem. Ne, kdo si v tem dregbrizgajočem času sploh upa svojo faco še nalimati na nek predvolilni jumbo plakat. Ja, pa tudi tle moramo tudi malo pomisliti, kaj smo mi s tem naredili. Ja, koliko smo mi tle zraven krivi, da se dejansko upajo samo še neki najhujši ridikuli za take stvari prejavljati. Ne? Ok, na kak način je to Jaka naša odgovornost? Na konc koncev nehimo gledati sam najbolj komične vložke, pa se dajmo začeti še s kakšno vsebino ukvarjati. Na konc koncev vprašanje, v katerih te ljudje pa te stranke, ki se za njimi odločajo, krujijo tudi naše dnevno življenje. Ne? Seveda. Od tega imamo pač, ali bomo imeli približen kulturen zdravstvo na nivoju Zahodne Evrope, ali pa bomo Bosna, ne? Ali pa okay. Zelo resno vprašanje. Ampak to je ful težko, ne? Ker politika že nekaj časa v veliki meri postaja šov, ne? In zdaj verjetno tako kot v Big Brotherju, ne, vulgarnost, primitivizem, neslane šale, radikalizem, joški in pogobcu. Ja. Ampak je težko. Ne, pa sej prav, se v resnici apelirava na nas, ne, na volilni korpus, ne. Ja, dejansko moramo vedeti to, da pač ne gre za vprašanje, bo ta ali bo una stranka, ali bo ta ali un. Ampak zato bomo imeli ene stvari urejene tako, ali bomo imeli ene stvari urejene drugače. Okay. In zato bi ljudje mogli malo več razmišljati o teh problemih, pa nobenih strank pa ljudi zraven, ampak o problemih, vprašanjih in imeti o tem neko mnenje. Ker pa se bojo mogoče lažje odločili, pa tudi kaj lažje razumeli. No. Ok, ampak zdaj sva Jaka v eni precej komplicirani situaciji, ne, ker sva ugotovila, da na to, kdo pa dejansko tam sedi, ne glede na to, kako lep je strankarski program, v resnici nimamo nobenega vpliva. In ker je politika recimo v resnici v končni potezi en blazno dolgočasen inženirsko-ekonomski diskurs, ne, brez teh neslanosti, bi si verjetno želeli, da tam sedijo neki kadri in usposobljeni ljudje. Ne? A imamo vpliv na to? Ti pa jaz prav nič, konkretno. Ok, imamo vpliv posredno na to, koga kadrujejo stranke?
Če bi to malo bolj spremljali, pa če bi dosledno kaznovali une, ki imajo največje ridikule na svojih listah, ne, bi mogoče imeli kakšen vpliv, ampak to bi bil dolgotrajen proces. Je pa res, jaz se tudi daj poigravam s to idejo žreba za izbiro poslancev. Pa nisem čist prepričan, da mogoče ne bi bil celo boljši rezultat. Ne? Da bi dejansko žrebal med kar po... Žrebaš 90 ljudi. 90 matičnih številk. Recimo. Pa ne vem, bi bil prav zanimiv eksperiment, da vidiš, da je rezultat slabši ali boljši od tega, kar imamo zdaj. Ok, ne sam pol nimava teh strankarskih, tako imenovanih razvojnih konceptov. Ja. Ok, Jaka, najlepša hvala za fino analizo in dober predlog. Ja, sam razmišljam na glas. Zato smo tukaj, lep večer. Enako. Ja. Živijo. 01475 Toplovod. Druga epizoda serialke Vloge, tokrat o vlogah in nalogah naših poslank in poslancov. Če ste se prepozno preklopili ali zamudili, dobite Toplovod na naši spletni strani ali pri vašem spletnem oziroma telefonskem dostavniku podkastov. Vtipkate Toplovod, kliknete naroči oziroma subscribe in vam ga maestro Polak še svežega dostavi. Koga pa oddaji, zavije. Dober večer, kdo je z nami? Dober večer, Miha, Ksenja pri telefonu z Mariborom. Ksenja, živijo. Pozdravljen. Dobrodošli nazaj, lepo te je poslušati. Hvala lepa, tudi vas. Poslušaj, jaz pa imam občutek, da poslanci oziroma poslanci, ko so izvoljeni, zbolijo za eno čudno boleznijo, ki se reče selektivna demenca. Selektivna demenca, zakaj ste takega mnenja? Zato, ker je prav zanimivo poslušati predvolilne soočenja, kaj vse so obljuba in tako naprej. In potem so ti ljudje izvoljeni, seveda pod vplivom višjih interesov in enkrat pozabijo, kaj se je govorilo. Ne? Ok, Ksenja, ampak se vam je Jaka lepo pojasnil, da selektivno demenco in podobne stran poti poslanskega opisa del in nalog njihove službe lahko kaznujete na prihodnjih volitvah? Ja, samo spet ne posredno, ampak samo posredno. Ne? Spet, tako kot je Jaka rekel, samo če bi bila član stranke neke, ne? Malo više gor, bi lahko odločila, kdo bo pač zares poslanec stranke, ki je bil izvoljen. Ja, ampak na podlagi recimo kakšnih kriterijev bi se pa odločili recimo za to, kdo je primeren recimo za poslanca vaše omiljene stranke? A ne zaupate stranki? A ni to finta? Pri nas itak volimo stranke. Tukaj gre za eno čudno zgodbo, ki nas pravzaprav odrešuje vsakršnega vpliva oziroma zelo malo ga imamo na to, kdo not sedi, ampak a ne zaupate svoji stranki? To že človeku, jaz sem tako pristaš preferenčnega glasu, recimo, ne? Tudi če bi nekdo, ki bi bil na 10. mestu neke stranke, ki bi zares bil strokovno podložen, ne, pa bi bil na 10. mestu v pač seznamu, ne? Ja. Da bi ta človek bil izvoljen, ne pa nekdo, ki je na prvem ali v drugem mestu. Ok, ampak po kakšnih kriterijih bi ga izvolili? Zato, ker je z vašega kraja, zato, ker ima recimo lepe oči? Ne, sploh ne. Lahko bi bil na videz antipatičen, ampak kriterij bi mi bil strokovna podlaga. Da je dober strokovnjak. Na svojem področju, ja. Kaj pa karierni politiki? To pa je tak, ne. Veš, čisti slovenski pregovor, kdor visoko leta, nizko pade, ne. Za poslance se mi zdi pa, da bi bila malo drugače, ne. Kdo visoko leta naj kroži, da dol ne pade, ne. Ja, ampak to je verjetno tudi problem kadrovanja, ne, da dobimo tja take ljudi, ki v resnici na trgu nikdar ne morejo doseči uspeha v smislu osebnega mesečnega dohodka, ne. Potem delajo škodo, ker se oklepajo svojega mandata, zavedajoč se, da je bržkone zadnji.
Tako. In bojo napeli vse sile, da bo mogoče pa ne bo zadnji, ne? Da bojo na mesto A, bojo potem na mesto B, ne? Ok, Ksenija, verjetno ste že bili kdaj v tej volilni kabini. Tudi. Ne? In ste dobili pred sebe tisti list. Tako. In ste šli do svoje najljubše stranke. Ja. In ste tam zagledali neko ime. Ja. In kakšni so bili ti občutki? Dajte opisati to. A ste tega človeka poznali? Do določene mere, ja. Do določene mere, ja. A ste imeli tisti občutek, da stranka je tako fajn, pa tak fajn program, ampak ta debil, zdaj moram pa njega voliti. Ne. Ker jaz sem imel tak občutek. Aha. Ja. Bog pomaga, ampak drugega ni bilo v volilni enoti, kako že Šentvid 1. Aha. No, kakorkoli pač. Ne? Dobro, preselila se ne bi zaradi tega človeka, da bi lahko njega volila. Ne? Ok, to razumem. Tako da ja. Kako pa dojemate njihove nastope v zadnjem času? A se strinjava, da je nivo tega političnega, sploh pa parlamentarnega diskurza padel v zadnjih letih? Je. Jaz se včasih tako močno zaželim, da bi imela možnost, pa bi jim zavrtela posnetke njihovih nastopov, ki so bili že nekoč nekdaj izvršeni, pa bi jih spomnila, kaj je bilo rečeno. Ne? Ja, pa to ne moreš, ne, ampak je padel, ja, tudi v kulturi medsebojne komunikacije. No, ampak verjetno, jaz se zdaj skušam uživljati v njihovo kožo, ne? Verjetno si oni pri takih, bom rekel, burnih, neslanih, primitivnih nastopih domišljajo, da je to nekomu všeč. Ne? Zdaj bodi si je to strankarski šef, zelo verjetno, ker je pa tam kup kamer, se pa tipi in bejbike poigravajo z idejo, da je pa to folku, ki jih je izvolil, blazno všeč, ne? Ja, zdaj jaz težko razmišljam, težko bi se postavila zdaj v kožo, da bi se zdaj želela dopaditi nekomu, ki me gleda v dnevni sobi na kavču, ne? Mislim, zdaj bom tole poenostavil do skrajnega roba okusnosti, ampak če bi nekdo menil, da ga za tisto kamero gledajo blazno pametni ljudje, ki vedo, kaj želijo, potem bi bil koncizen, konkreten in bi govoril pametne stvari, ne pa neumnosti. Ja, seveda. Oziroma, če bi tak, ne smeš ugajati za vsako ceno, ne? Ker je lahko cena previsoka, ne? Okay, ne glede na to, kdo me bo zdaj gledal, jaz moram stati za tistim, kar bo držalo vodo, ne? Ok. Kakšne morajo biti pa recimo, kakšne bi bile pa po vašem neke ključne lastnosti takega človeka? Debelo kužo bi mogel biti. Dobro, to imajo. Ja, ampak kako bi rekla, ne na pravih mestih, ne? Ne tisto, da prenašajo vse mogoče stvari, ampak tisto, da so pripravljeni, ne vem, iti v žerjavico po kosten, recimo, ne? V žerjavico po kosten. Ja, več tega bi morali imeti, kar pri nas pogrešamo. Ksenija, najlepša hvala. Enako. Lep večer. Evo, Marko na Twitterju pravi, da voli takole, na podlagi programa in kompatibilnosti vrednot, pričakuje pa kredibilnost in dosledno upoštevanje oglaševanega. Karkoli si že to pomeni. Toplovod, vloge, druga epizoda, vloge in naloge poslank in poslancev. Dober večer. Dober večer. Živijo, s kom govorim? Gorazd. Gorazd, živijo. Jaz nimam rad nobenega poslanca. Zakaj ne? Ampak me predstavljajo, tako da jih moram vsaj spoštovati. Ja.
pol pa pride takle večer, ki je bilo včeraj, pa ne vem niti, če bi spuštal. Ja, kaj vas je zmotilo? Je to, da moraš poslušati to. Ja. To so take stvari, ki bolj če bi na koncu povedal sam rezultat, pa bi to upisal v športno stavo, pa bi potem vedel, a je tako ali je drugače, bi se kaj spremenil, ampak če to ne vem, če bi se kaj spremenil. A je taka vlada ali drugačna vlada, se kaj sploh spremeni, se zdaj moramo itak predsedovanje. To je tako, se moramo vsi postaviti kot vojaki, da bo vse tako, kot mora biti. Ne? Ja, seveda, pa tistih ridikulov, o katerih je govoril Jaka prejle, itak pri predsedovanju jih bodo poskrili tam zadaj v demokratične zakristije in jih ne bo videti, to mi toliko vem, da obvladajo. Gorazd, povejte mi, kaj od njih pričakujete? Kaj se vam zdi, da so njihove naloge in vloge? In glede na vaše izkušnje, verjetno ste že večkrat volili, kako so upravičili vaše pričakovanja oziroma upravičile ali niso? Volil sem še čisto vsakič. No. In nisem volil zmeram iste, nisem volil niti zmeram na isto stran, ampak so imeli svoje leta, no, bom tako rekel. Nekaj leta po volitvah si prav ponosen, da si tako izbral, ena leta si pa gledaš pa rečeš, pa joj, zakaj. Mislim, jaz raje gledam na leta, no. Še za kandidata itak nisem izvolil, nimam izbire, da ko izberem kandidata. A se vam zdi to problem? A se vam zdi to problem, da dejansko nimate izbire, da ne veste, koga izbirate, da dejansko volite neko stranko? Ja, po pravici povem, na mojem mestu je vedno en in isti kandidat izvoljen. Vedno. In ima točno večino in dobenega drugega kandidata iz našega območja niti ni. Niti ga ne more biti. In ga nikoli ni bilo. Tako da je v bistvu moj poslanec je človek, s katerim ne bom nikoli spregovoril besede in ga ne bom nikoli videl, ampak je pa stabilen poslanec stabilne stranke. Stabilen poslanec stabilne stranke, ki ga v resnici ne poznate, oziroma ste ga spoznali prek njegovega delovanja. Tako. Okay, ni blizu, ni od tukaj, ni nič, ampak vedno je. Ne? Kaj pa to pomeni stabilen poslanec? To pomeni, da je izvoljen bil 4-krat. Ok. No, ampak to je cel vek. Razumem, to je cel vek. Ok, gremo naprej. Kaj pa pomeni kredibilen? To je era, ja, to je epoha. Glede na našo državo. Dajte mi povedati, a je ok ta poslanec? Ni slab. Jaz mislim, da se trudi. Ne, fino bi bilo, naprimer, da so volitve kot so dobre. Jaz bi raje imel večinski sistem, po pravici povem. Ko se pravi, da bi 15 strank se porazdelili med 3 kandidate in potem voliš med 3 ali pa 4 različnimi kandidati. Stranke se potem poberijo, glede na to, da je izvoljen, denar dobijo od države, ki takrat gre. In potem na koncu si živimo srečno do konca svojih dni. Če imam vedno istega poslanca, zakaj ne bi potem... Gorazd, bomo v volilnem sistemu kdaj drugič, ker je tudi blazno zanimiva tema, ampak danes govorimo o teh nesrečnih poslankah in še bolj nesrečnih poslancih. Res je, ja. Njihove naloge in vloge. Zdaj, čeprav razumem, mi kakega velikega vpliva na to, kdo sedi tam, nimamo. Ne? To so v glavnem, to je stvar... Njihove naloge so, da predstavljajo ljudstvo. Ja, v vsej neumnosti. Ne, ampak a nismo pravkar ugotovili, da pravzaprav stranke predstavljajo voljo ljudstva, potem pa tja kadrujejo neke ljudi, ki pravzaprav... Jaz mislim, da to pri nas ni res.
Da ni res. Imamo stranko mladi, smo imeli stranke, še Desus imamo. Imamo vse vrste strank. Ne moremo reči, da je pri nas strankokracija. Ok, mogoče je SDS, ampak komaj da. Ne, sej ne govoriva o enopartijskem sistemu. Ni to, da bi stranka vladala. Tega ne morem reči, ampak je pa res. A je to slabo? Če stranka vlada, recimo, ne? Če je stranka strogo... Zakaj bi bilo slabo, če je stranka hierarhično strogo organizirana, da ti točno veš, kaj boš recimo na volitvah dobil? Tja v parlament... V bistvu je tako, kadar ti izbereš enega, ki vlada, ja. Ne? Pa recimo, da ima on lovke prepredene, ker pač polkamo vlast, tako lovke najdejo vse ljudi, na neki točki se mora te lovke razdeliti. Za tega obstajajo stranke. Za tega, da nekateri ljudje lahko najdejo opozicijo. Da je najdejo, da opozicija sploh obstaja. Ampak opozicija kot opozicija, jaz mislim, da je čist nepomembno, je stranka ali ni stranka, razen če so stranke resne. Se pravi, če imaš stranke, ki imajo vso stroko v sebi, znotraj sebi. Zdaj sva že predaleč, ne? Ja, ne. Ampak tako, jaz skušam razumeti te ljudi, bom rekel, te uslužbence naše, torej poslanke in poslance, da ne bova v poslanstvu nadaljevala, ne? In njihovo vlogo, ne? In je ne razumem. Vloga je, da predstavlja ljudstvo. Na kak način nek Janez Novak, ki tam sedi, predstavlja ljudstvo v vsej svoji neumnosti? Vem, če se v dnevniku bere o chemtrailih, pa se na radiju pogovarjamo o chemtrailih, pa moramo imeti poslanca, ki predstavlja chemtraile. Ki predstavlja oziroma ki govori ki problematizira na glas in ponosno o vseh neumnostih, v katerih se govori ljudstvo. Okay. Če govori o, ne vem, o obrestnih stopni, moraš pa najti tudi poslanca z lepimi, ne vem, slonovinastimi očali, ki bo razlagal. To je res, ampak jaz se sprašujem, a so naši poslanci stranke ali so to dejansko tisti ljudje, ki so tam? In imajo kakšen smisel, ker se mi zdi, da en tak, bom rekel, idealen poslanec vsake stranke je poslanec, ki bo zvest, bom rekel, strankarski hierarhiji, tam notranje demokracije se mi zdi, da je vedno manj, oziroma so učinkovite predvsem tiste stranke, ki te sploh nimajo. Kaj zdaj? Jaz sem prepričan, da če imaš za poslance, ki razlaga v chemtrailih, moraš imeti stranko, ki mu razlaga, kaj ne voli. Stranka združenega chemtraila. Dajte mi povedati, Gorazd Žetonec, še tole. Taj človek ne more voliti sam za sebe, ker se bo zgubil. Gorazd, razumem. Ismet mi je obljubil pivo na Twitterju, če izdate ime tega poslanca. Vašega stabilnega 4 mandati. Ime je brez priimka. Ne bo dobil pivo. Prvo črko. Ne. Prvo črko. Zakaj? Pa bom jaz ugibal potem. Ajde. Poslušam. Ja, ugibite, ne? Ja, ne, vi povejte prvo črko. Sredina abecede. Sredina abecede. Mene dislektika, ki ne ve, koliko je 6x7. Gorazd, najlepša hvala. 42. Bravo. Lep dan. Lep dan. Čau. 014752202 toplovod. Vloge, druga epizoda, govorimo o tistih, ki vas zastopajo, seveda v vlogah in nalogah naših poslank. Dober večer. Halo? Ja, živijo. Miha tukaj. Ja, Emil tukaj. Zbleda kličem. Kako preslišal sem vaše ime? Emil. Emil, živijo Emil. Tako je, živijo Miha. Tema so poslanci. Ja, je zanimiva tema, ampak problem teh poslancev, ki ne bi bili predstavniki vsega ljudstva, to so takrat,
ker druga izgovora ni. Je pa predvsem lojalnost, tako jaz mislim, ne lojalnost do volivcev, ampak lojalnost do svoje partije. Lojalnost do svoje partije. Do svoje partije. Mislim, da so lojalni predvsem svojim vodjem, svojim strankarskim poveljnikom, istočasno pa recimo ta nezaupnica, ta zadnja je pa pokazala, da so pa ti poslanci predvsem lojalni sami sebi. Ampak zdaj, kaj je bolj prav? Pomeni, da so njihovi interesi bistveno pomembnejši od strankarskih interesov, šele deleč kasneje pa pridejo na vrsto, rekel, ideološka vprašanja ali pa politične preference, kakorkoli. No, ampak to se verjetno... Gre se v bistvu za interese. Ampak verjetno se že prej to preseje, ne? Zdaj itak greš tja, kjer so ti ljudje ideološko bolj blizu, ne? Ja, vprašanje, ali pa tam, vidiš boljšo priliko, da boš hitreje napredoval, ali pa da je še večji krafen okoli tebe, ker si sam. No, seveda, ja. In se vtakneš v tisto srednjo, s figo v žepu, a ne brez, bi rekel, nekih ideoloških obremenitev. Ampak sej, gospod Emil, ne, to smo, še danes imamo v našem parlamentu en ogromen odstotek poslancev, ki so goreče verjeli različnim ideologijam. Tako da kvaliteten politik s tem nima večjih problemov, ne, sva ugotovila. Ampak potem pa to, vi ste rekli, da so zavezani neki strankarski hierarhiji, ne, kar je stališče tistega, ki, bom rekel, glavnega organizatorja neke strankarske politike, dosti logično. Na to kaže zaprta lista. Prideš na listo, če si zavezan nekim ciljem. Ne? Zdaj pa samo vprašanje, kako definirati cilje. A cilje definirajo v interesu stranke ali njenih posameznih pripadnikov, ali v interesu neke širše skupnosti, ali v interesu države. Načeloma se predstavljajo interes države prvi. A ne? Vsaka stranka, ne, če na nek način razmišljava, si v resnici nekje na tihem želi biti edina stranka. Ne? Pravzaprav vsaka stranka goji neko idejo, da bi bil svet najlepši, če bi bil enostrankarski, seveda ukrojen po merilih njihove stranke. Ne, Miha, mislim, da se motiš. Tako govorim, če greva analizirati, če bi bila stranka subjekt, ne, in bi imela neko psiho, ne, in neke psihološke značilnosti, ne, je zagotovo stranka en tak, bom rekel, precej samozavesten subjekt, ki si domišlja, zdaj, če bi bili pa mi, ne, samo mi, ne, in da ne bi bilo potrebno sklepati nobenih kompromisov, bi bilo pa super. Ja, pravzaprav, če poosebljava stranko, ne, vsak zase misli, da ima presežek pameti, ne, tako je verjetno tudi pred stranko. Ampak... Ja, se strinjam. No, okej, in zdaj, če pogledamo, ne, mi smo generacija, ki smo že dejansko preizkusili oba sistema. Sistem, ki je bila ena sama partija zveličavna in vse mogočna, in zdaj imamo sistem, ki je cel grabek partij, ki se v bistvu prerivajo ena ob drugi, ena z drugo, da bi prišli do tistega, ki prej naredila ena partija. No, ampak... Emil, če greva nazaj, pravzaprav se nocoj sprašujemo, tisti ljudje, ki so tam, ne, ki tiste partije dejansko zastopajo in posredno zastopajo tudi nas, ne, a imajo ti ljudje v resnici na karkoli sploh vpliv, ne? A so to zgolj strankarski vojščaki, ki dvigajo roko po diktatu strankarskih vodij, ali so to ljudje, ki bi morali imeti neko določeno avtonomijo in jo v nekem času tudi glasno izražati? Recimo, a bi se vam zdeli take poslanke, bi se vam zdele ok, ali pa poslanci? Ja, bolj problem je, ne, prej je bil, nakratko si omenil karierne politike, odnosno, lahko rečemo, karierne diplomate, ker to je, politika je nekaj vrste tudi diplomacija v končnem fazi, ne. Zdaj, tisti, ki delajo kariero po znotraj stranke, verjetno dolgoročno lahko računajo na kakšen
rekel, ugoden položaj. Tisti, ki pa padejo z neba, ki so jih volilci z neba potegnili v parlament, ki so se bolj ko ne po naključju, jaz saj 2 taka poslanca poznam z mojega konca, ki so se bolj ko ne po naključju pa po spletu okoliščin znašli pri parlamentu in niso točno vedeli, kaj pravzaprav tam počenjajo, saj tako so dejali, imajo pa večje probleme. In problem tukaj, ki ga jaz vidim, je, da že stranke znotraj sebe ne znajo počistiti krafel od tistih, ki so, recimo, dolgoročno perspektiven. Ja, pa verjetno tudi ne znajo vzgajati mladih kariernih politikov. Se jih ne morajo, se jih ne utegne ne vzgajati, ker se 4 leta je prekratka doba, da si hitrej krafel mena. V tem je problem, krafelna pa ne zmanjka. Ok, krafel to je en čudovit gorenski izraz, kaj že to točno pomeni. Ja, odlično. Kaj pomeni krafel? Krafel pomeni, bom lepo rekel, nekompetentne ljudi, ki so se v nepravem času znajdel na pravem mestu. Ok, dajva nadaljevati, Emil, s to zdaj domnevno, bom rekel, epidemijo nekompetentnosti znotraj našega državnega zbora. Jaz bi pa raje obrnil se zadevo na rešitev. Dajva na rešitev, ampak bolj se sprašujem, zdaj verjetno je tudi problem na te liste dobiti neke kompetentne ljudi, je verjetno problem tudi v našem odnosu. Do tega poklica. Ni res. Zdaj je problem nastal to. 90. leta to ni bil problem. 90. leta je bil skoraj vsak pripravljen nekaj narediti, da bi se stvari spreminjale. Šele, ko so stranke ukradle državo, šele, ko so partijski veljaki ukradli stranke, je pa res problem to, kar ti praviš. Problem je najti ustrezne kadre, ampak to je posledica. Izvorni gre. Ok, se strinjam, ampak je, bom rekel, je ta pot reverzibilna? Ne, jaz mislim, če ne prekucnemo sistem na glavo, ni. Ja, kaj pomeni, da prekucnemo sistem na glavo? V osnovi moramo spremeniti to je težko. V osnovi bi mogli spremeniti delovanje strank. Prvo sidro, ki bi ga mogle stranke zaradi lastnega očiščenja, pa zaradi lastnega preživetja postaviti, bi bilo, da se problematične tipe znotraj stranke lahko odpokliče. Skratka, več notranje demokracije v strankah, ali kako? Mislim, da je to prav odgovor, ampak istočasno, ker pa stranke tega ne bojo naredile, ker to je neke vrste samomor tistih, ki ne bi smeli biti tam, ki so, bi mogli dejansko v kodeks obnašanja postaviti tudi pogoje, pod katerimi poslanec izgubi svoj mandat. To se strinjam, ampak kako bi pa mi vplivali na to? To je taka spet zakulisna, kompleksna zgodba, ki je daleč, ki je skrita našim očem. Zdaj, kako? Se strinjam. In pa še en problem ima. Zdaj imamo stranke, ki so se ves čas bahale z blazno notranjo demokracijo in so izpadle popolnoma nekredibilne, in imamo stranke, ki so, bom rekel, hierarhično, avtokratsko organizirane in funkcionirajo. Pustimo, kako všeč. Ne všeč, ampak delajo. Ok, zdaj pa predpostavimo, da dobimo stranko, ki je sposobna notranje demokracije in se vključi v politični sistem, v kar delo strank, ki so kvazi demokratične, v resnici so avtokratske, in kako bi taka stranka, ki bi funkcionirala, rekel, horizontalno in vertikalno z demokracijo, kako bi sploh dobila svoje mesto v takem sistemu? To je zgodba, to je nemogoča zgodba. To je hujše kot James Bond. Res je. In zdaj pa rečemo, da stranke nočijo
spremeniti sistema, ki jim očitno ustreza, a ne? Pride edina možnost, edina opcija, ki jo vidim, da prekucnemo svet na glavo. Ja, ampak ga ne. Dotlej imamo pa, kako bi rekel temu, demokratično maškarado parcialnih avtokracij. Ja, lahko bi tako rekli, ali pa bi poenostavili, ne? Živimo v Twilight Zone. Ok, Emil, najlepša hvala, lep pozdrav na Gorenjsko. Kako je že tisti izraz, kar to, ne, kar... Kaj? Tisto na Krafel. Krafel, evo, zapisujem. Krafel, verjetno je to ena nemška slengovska izpeljanka, ki jo pa nas še uporabljamo. Všeč mi je, Krafel. Hvala lepa, Emil, živijo. Ok, živijo. Nič 1 4 7 5 2 202. Toplovod poslušate, tik pred koncem smo. Druga epizoda igre Vloge, kjer preverjamo vloge pomembnih gradikov naše družbe, tokrat vloge in naloge poslank in poslancev. Dober večer. Dober večer, Miha. David, tukaj. David. Poslanci. Kako bi sodil to, kar ne poznam? Poslanke. Torej o tistem delu poslanskega zbora, ki je... Kaj ste rekli, kako bi sodil nekaj, ali pa oziroma česar ne poznam? Nekoga, ki ga ne poznate, ok. Ja. Dejansko tam je noter koliko 90 ljudi, od tega jih preko televizije poznam kakih 15, recimo. Ja. In to je to, ne, tisti kratki nastopi, nekaj malega povejo, zavzemajo se za to, za ono. Ja. Pa nič več. Bob radi rečejo. David, kaj bi pa radi vedeli o njih? Na kak način bi jih radi spoznali? Tisto, kar bi rad, je to, da bi povedali, zakaj so tam. Da vsak od njih imel neko jasno stališče, kaj želi s tem, ko tam sedi, doseči. Zakaj so tam? To je izjemno dobro vprašanje. Sicer smo včeraj dobili tudi en tak delen odgovor, oziroma lahko špekuliramo v tej smeri, da so nekateri tam zaradi še 15 plač ali 14. Nekateri so verjetno tam zaradi umankanja mamine ljubezni, spet drugi zaradi pomankanja pozornosti. Strinjam, ampak če so uspeli na levi strani najti najboljšega izmed najboljših, to predsednika upokojenske stranke, torej, bi rekel, najbolj starega od starih. Ja. Ampak a ni to popolna farsa? Ja, na nek način si mislil, ja, da dejansko levi nočejo vladati, ne, da preprosto da so odločili, da ne bojo, ne, da bojo samo kritizirali. A ni to za zjokat, da so recimo eno leto mutili in mečkali in iskali in naposled so udarili s kadrovskim presežkom, ki se imenuje Karl Rjavec. To je, bom rekel, čudovita iztočnica za zaključek debate o teh, ki nas zastopajo. Ja. Pa ko bi vse povedali nekaj, kaj želijo narediti. Jaz sem tako dovolj te kritike, ne, Janša gor, Janša dol. Vseeno mi je, kaj on dela, ne. Samo dajte mi povedati, kaj boste vi naredili. Ne biti antipod. Ja, ker vsaka spodobna serialka bi se na Netflixu z včerajšnjim dnem končala. Jo, zagotovo. Nove sezone ne bi bilo več. Ne, v tem smislu. Ok, David, a imate vi kako idejo, mogoče čist za konec, kako bi pa recimo lahko vplivati na to, itak ne moremo verjetno, ok, lahko srednjeročno verjetno kaznujemo neke napačne kadrovske manevre znotraj strank, ki jih volimo, kako bi pa lahko ta sistem zastopanja nas v teh koalicijah optimizirali? Spremljati, kaj se bo dogajalo pred volitvami. Zdaj tako vemo, ne, kaj nam sledi naslednjo leto, bo vsak z tega vidika sploh ni slaba situacija, ne, ker vemo, pri čem smo, vemo, kaj pričakovati. Ta stranka, ki zavlada, je jasna, ne, in previdljiva, to je
enostavno živeti v takem času. No. Če nisi en izmed izločenih. Ja, nismo se pa danes posvetili, mogoče pa v prihodnji oddaji, ko bomo govorili o strankah, fenomenu novih obrazov. To je en tak priljubljen slovenski manever. Ja. Ne novih obrazov z starimi farsami, nove ljudi, z novimi idejami, ko bo vedeli, kaj hočejo. In to je treba spremljati zdaj, da vidiš. Ne pa se pa lahko prepoznaš, ali nekdo samo navaja, nekaj ponavlja eno in isto lajno, ki je ponavlja že odkar je v parlamentu, okay. Pa ne bo tistih 16 let, če si 4-krat bil izvoljen. Ampak kje bomo dobili te nove ljudi? Ja, kako mogoče takemu človeku, da pride to, da ga ljudje posluša? Kdo, ki nekaj ve, bi se bil v tem trenutku pripravljen karkoli iti? To ne bo retorično vprašanje, kaj ti zaključiti moramo pogovor. Še minutka pa informativna. David, hvala, lep pozdrav. Enako, Hadija. Živijo. Cenjeni in spoštovani, to je bil Toplovod vloge, drugi del miniserialke o vlogah pomembnih gradnikov naše družbe. Z vami sva bila Miha in Matjaž Polak. Če ste ga zamudili ali se prepozno priklopili, ga dobite na naši spletni strani ali pa ga poiščite v vaši aplikaciji za podcaste in se na Hudiča naročite, lahko ga pa tam tudi ocenite. Živijo.